Kaj, a že smo? Dobro jutro v našem, torek je spet tukaj in naše običajno in redno jutranje srečanje za vse tiste, ki vas zanima, kako pride do zaslužka na internetu. Današnje vprašanje, ali poznaš koga, ki bi bil pripravljen zate delati 24 ur na dan in vse dni v tednu, vse dni v letu, brez da bi šel na dopust in na bolniško. Wow! Poznaš koga? Vpiši v komentar, da vidim, kaj misliš o tem vprašanju. Jaz ti pa kasneje malo razložim, kaj mislim s tem vprašanjem sam. Zdaj bo kakšen vstal gor in bo rekel, lej, ta pa čisto izkorišča ljudi. Ne, pazi stari, ne gre za nobeno izkoriščanje. Gre preprosto za to, da na internetu, čakaj, kako bi zdaj tole začel? Dajmo tako, vsi tisti, ki spremljate te moje jutranja live srečanja, pač iščete verjetno, najbrž tudi neke možnosti za zaslužek na internetu. Zdaj, kakšno, zakaj, s čim, to smo že govorili in še bomo kdaj drugič govorili. Danes pa me zanima predvsem to, kako lahko pri tem meni nekdo pomaga. Ker vsi tisti, ki spremljate, veste, da že ves čas tudi govorim, da zaslužek na internetu pride z delom na internetu, se pravi, da je treba vložiti neko delo in če vložiš neko delo, je lahko tega dela veliko in potem rabiš pomoč, seveda. In zato zdaj pa gremo na to zadevico, na kar se je nanašalo to moje prvo vprašanje. Kdo mi lahko pomaga? Glej, stari, na internetu imaš določena orodja, ki jih pravzaprav skoraj moraš imeti. Čisto kot primerjavo, lej, lahko sicer delaš brez njih, ampak predstavljaj si nekoga, ki obdeluje polje, veliko polje, ker internet je veliko polje, nekdo, ki obdeluje veliko zemljišče za njivo, ali se loti tega z motikco in z lopato, ali pa ima traktor. V tem mislim, da se strinjava, da je bistvena razlika, kako hitro in kako učinkovito boš in s koliko truda boš obdelal to njivo. Se pravi, če smo rekli, da na internetu je treba delati, da ti nekaj lahko zaslužiš, da obstajajo določena orodja, ki ti lahko pomagajo, potem pridemo do nekih orodij za avtomatizacijo določenih postopkov na internetu. Nekateri jih poznate, nekateri pa morda še ne. Če gremo zdaj tole avtomatizacijo malo razložiti, kako se to avtomatizira. Recimo, tisti, ki poznate mojo brezplačno video serijo, ki jo dobite na moji spletni strani www.fotkar.com o tem, kako zaslužiti na internetu, lahko rečem, da sem to video serijo, seveda posnet sem jo moral, vsebine sem moral narediti, ampak potem sem jo objavil na tej moji spletni strani, če se ne motim, aprila meseca lani, in od takrat naprej ta videoserija deluje popolnoma samostojno. Jaz se sploh ne dotikam ničesar, samo spremljam rezultate, ki od objavljene videoserije prihajajo. In tisti, ki veste kako, ki ste že naročili to videoserijo, kjer jo še niste, jo dajte, je brezplačna in boste videli potem, kako to funkcionira. Tisti, ki pa ste videli, pa že veste, kako funkcionira. In na popolnoma enak način lahko vsi tisti, ki boste se odločili za neko delo na internetu, avtomatizirate svoje postopke določene, to boste vi najbolj vedeli.
katere in kako, ker vi najbolj poznate to, kar počnete. Halo, in tukaj smo zdaj pri temu orodju, ki se imenuje, stari moj, autoresponder oziroma autoodzivnik. Ja, avtoodzivnikov oziroma autoresponderjev, ne vem, kjer izraz bi uporabljal. Zdaj v krogih ljudi, ki delamo na internetu, uporabljamo seveda tujko autoresponder, pa dajmo ostati pri njej zato, da se bomo o tem mogoče malo bolj razumeli, ker avtoodzivnik lahko v nekem smislu pomeni nekaj drugega tudi. In nekateri mogoče poznate uno drugo zadevo, ki pa je bistveno manj učinkovita od te, o kateri govorim jaz. Autoresponder, ja, valjda, teh autoresponderjev imate na tržišču en kup. Zdaj, kako zbrati, da boste zbrali ta prave? Ker imamo isto, lej, pazi, stari, isto, kot če greš avto kupiti. Imaš une high znamke, ne? Pa imaš une malo manj znamke, ne? Že tukaj je razlika v ceni. Ne? Potem imaš, ljudje dostkrat kupujemo, gledamo na neke gadžete, ki jih ima avto, veš, stari, to je fino, ko ima to pa to, potem mi ta avto kupimo, te gadžete plačamo in jih nikoli ali skoraj nikoli ne uporabljamo. In isto je zadeva, stari moj, pri autoresponderjih. Tudi tukaj je zelo velika razlika v izboru in kaj izbereš in kako izbereš. In seveda je razlika tudi v ceni ogromna potem lahko. Ne? Čeprav se cene za autoresponder, stari, ne približajo tudi slučajno cenam avtomobilov, ki jih imamo, ali pa drugih orodij, ki jih uporabljamo v gospodinstvu, recimo. Autoresponder, ok, zdaj se pravi, nekdo, ki bo rabo res, ki se bo odločil za vse te gadžete, potem bo pač izbral nekaj tistega, ki to ima, nekdo, ki hoče imeti brand, bo tudi izbral brand. Jaz sem ponavadi tak, da izberem koristne zadeve, se pravi, tisto, kar je nekje dobro razmerje med kvaliteto in ceno, ki jo ponuja. Imam odličen autoresponder, moram reči, jaz sem zelo zadovoljen z njim. Ne bom zdaj razlagal na dolgo in široko, gor ali pa tle nekje, odvisno zdaj, ali gledate ta video na Facebooku ali na YouTubeu, nekje imate okrog tega videa link, ki piše več, lahko si malo preberete več o tem autoresponderju, še več, seveda pa sem napisal tudi v tele knjigi, ki jo vidite od zadaj, dobro sem ga opisal, povedal sem, kateri autoresponder je to, kje ga dobite in kako malo stane. Ja, in zdaj smo še pri tistem drugem delu vprašanja, točno to je tisto ali tisti, ki dela za nas na internetu 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dneve v letu, brez bolniške in brez dopusta. In je cena za to, da mi to uporabljamo, za ta, govorimo o autoresponderju, ki ga sam uporabljam, pa je cena 10 evrov na mesec. Stari moj, kaj je to? 3 pivice, če greš s prijatelji v Štarijo. Kaj je to, unika kadite? 2 pakelčka cigaret ali koliko? Ne vem. V glavnem, evo, zdaj sem prišel do tega in bom zaključil do odgovora, ki sem ga zastavil na začetku. Če poznamo koga, ki bi delal za nas ves ta dolgi čas za tako malo denarja, tukaj je ta moj odgovor. In kakor vidiš, ni tukaj nobenega maltretiranja ljudi ali karkoli. To je pač avtomatizacija, ki jo ponuja internet. In vsi tisti, ki vas zanima več, boste kliknili na enega od linkov, ki so nekje okrog tega videa. In če boste imeli kakšno vprašanje, mi ga lahko zastavite na Facebooku ali pa mi pišete na moj e-mail. Naj bo toliko za danes. Ta avtomatizacija je enkratna zadeva v
poslov, če se ga lotiš na internetu, in to ne glede na to, verjameš ali ne, s čim se ukvarjaš. Pri vsaki vrsti dejavnosti je to zelo koristna zadeva. Imejte se skrajno, lepo vas pozdravljam, vidimo se naslednji teden v torek ob približno tem času. Čau, či!